Dober dan. Velika noč je najstarejši in hkrati največji krščanski praznik. V tradicijo praznovanja sodi tudi priprava velikonočne košare. Družina Rebernakovih v Kočnem na Pohorju je v teh dneh še bolj povezana, saj je to tudi čas, ko v njihovi hiši diši po potici, šunki, sveže pečenem kruhu. Nekaj teh utrinkov je zabeležila tudi naša ekipa. Gospodinja Slavica je najprej pripravila krušno peč, po stari navadi je zakurila s posušeno lanskoletno butaro. In ko je ogenj v peči počasi gorel, je zamesila testo za beli kruh, pri čemer ji je pomagala hči. Pod veščimi rokami je na mizi že kmalu vzhajal kruh. Jaz za veliko noč navadno spečem dosti kruha, da malo podelim svojim prijateljem, sosedom, hčerkom. Pač tak, da te vsak ima nekaj od velike noči, da malo okusijo kruh po domači peči. Ob tem pa gospa Slavica še posebej speče kruh za svoje najmlajše. To bo pa za vnukici, da bo ta imela tudi za žegni nest, ker imata vsaka svoj cekerček, te pa dobita vsaka eno štručko kruheca, pa eno jajčko, pa eno klobaso. Svoje skrivnosti gospa Slavica rada deli tudi z drugimi gospodinjami, tudi tokrat so se ji pridružile sosede, ki so ob barvanju jajc obujale spomine. Kot otrok se spomnim, da nam je mama spekla vedno take male štručke, barvali smo jajčka, takrat še ni bilo to teh naravnih, smo bolj barvali. Mi smo se danes odločili, pa že kar nekaj časa, bolj za čisto naravne materijale, ki jih v bistvu lahko doma okoli vrta nabereš. Ko so pod spretnimi rokami še nastajali različni pirhi, je gospodinja budno pazila na ogenj v peči. Zdaj, če je preveč je lahko potle črn, če pa premalo, pa tudi spet ni fajn, pa premalo, ne bomo veliko dati. Tak. Ko bo pa peč pripravljena, damo roko not, pa vidimo do 15 preštejemo za beli kruh, mogoče samo do 12, za črni kruh je do 15 moš prešteti. In če lahko roko tako dolgo noter držiš, te je peč dosti vroča. Že kot 15-letno dekle je gospa Slavica izkušnje nabirala pri kuharicah na porokah in drugih večjih slavjih. In tudi tokrat je bila skrb, da kruh ne bi bil dobro pečen ob pogledu na zlato rumeno zapečene hlebce odveč. Seveda pa je kot skrbna gospodinja pripravila tudi košaro za blagoslov jedi. Tule so take lepe pisanice, naše punce pripravljajo sosede pa hčere. Za veliko noč smo podali v košaro ene 3 jajčke, da bo žegnane lepo za veliko noč. Pa bomo dali hren not zraven. Tule še pa imam zrno. Zrno pa damo zato not, da je živina bolj zdrava, ki jo potle pokrmimo tudi živini, da je tudi žegnana za veliko noč. Na vrh še pa damo en kolač kruha. Ta košaro smo pripravili in jo nesemo k žegni. Na mizi pa so se bohotile še vse druge dobrote, ki jih bodo pri Rebernakovih na mizo postavili za veliko noč. Da je čut za sočloveka v trenutnih časih zelo pomemben, se zavedajo tudi mariborski študenti. Že nekaj let vsako pomlad zberejo nujne potrebščine za ljudi v socialni stiski. V petek so jih predali zavetišču in sprejemališču za brezdomce, teh je v Mariboru vsaj 150. Anton Vrbnjak v zavetišču na Ruški cesti živi že 5 let. Nekdaj je delal kot sestavljavec urnih mehanizmov, po smrti partnerice pa ostal še brez strehe nad glavo. Pomoč ljudi zelo ceni. Tudi študentom je danes pomagal nositi zbrane potrebščine. Česa se najbolj veselite? Mislim pa to, da nas ljudje niso pozabili. Čim pevajo, da grem nekam na svoje. Študenti so pomoč za brezdomce zbirali ves marec ob koncih tedna v večjih mariborskih nakupovalnih središčih. V bistvu smo zbrali veliko količino hrane, testenin, potem osebnih higienskih pripomočkov ter oblačil. Glavni namen tovrstne akcije je, da v bistvu spodbudimo mlade ljudi in pa seveda tudi ostalo populacijo, da darujejo in pa seveda, da spodbudimo ta duh humanitarnosti in prostovoljstva. Trenutno v mariborskem zavetišču živi 25 brezdomcev, z 2 pomožnima ležiščema pa imajo prostora le za 26 ljudi. Širitev zavetišča bi bila zato nujna. So nažalost pritiski za namestitev ogromne. Vsak dan imamo telefonske klice, ali ljudje prihajajo, sprašujejo za prosto mesto.
Še posebej ob letošnji daljši zimi in prihajajočih velikonočnih praznikih si brezdomci želijo toplega zavetja, predvsem pa človeške topline. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu med mariborsko občino in Iskro Sistemi ustreza znakom korupcije. Kot je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije, so odgovorni na občini ravnali v nasprotju z zakonoma o javnem naročanju in javno-zasebnem partnerstvu. Nekdanji župan Franc Kangler in podžupan Janez Ujčič, ki je podpisal sporno pogodbo, se očitkov branita, češ da je projekt sprejel mestni svet. Z Iskre Sistemov pa so sporočili, da so le dan po volitvah odstopili od pogodbe. Od občine zahtevajo 7 milijonov evrov odškodnine. Odgovorne osebe na mariborski občini so v več primerih ravnale nezakonito in koruptivno, so jasni na protikorupcijski komisiji. In očitki. Občina se je pogovarjala le z Iskro, morali bi se vsaj s 3 ponudniki. Razpis so povsem prilagodili Iskri. Še med pogovori se je vrednost investicije čez noč iz slabih 6 povzpela na skoraj 30 milijonov evrov. To je nedopustno. Občina bi morala razpis ustaviti in ga ponoviti, trdi komisija. In še, nedopusten je tudi pristanek občine, da se investicija partnerjev povrne izplačanih glob od cestnih prekrškov. Spomnimo, na račun Iskre naj bi se zlilo kar 92% vseh pobranih glob. Kar je po oceni komisije tudi v nasprotju z pričakovano integriteto, ki bi jo in pa javnim interesom, ki ga mora občina seveda zasledovati. Sporno pogodbo je 12. januarja lani po pooblastilu Kanglerja podpisal takratni podžupan Janez Ujčič. Mislim, da je to smešno sploh navajanje moje odgovornosti, ker nisem bil zraven v nobenih pogovorih, v nobenih strokovnih komisijah in nikogar ne poznam iz tega sistema. Nekdanji župan Kangler, ki je podpisal le enega od aneksov k pogodbi, s prstom kaže na Inštitut za javna naročila. Družba, Inštitut za zasebno javno partnerstvo, FERK, je delala Stožice. Po enakem konceptu je delala tudi mariborske radarje. Pri nam je vse narobe, očitno pa Stožice so v najlepšem redu. Protikorupcijska komisija je vse dokumente predala tudi organom pregona. S postopkom ničnosti bodo nadaljevali. Tožba je v pripravi in bo v kratkem vložena. Potem, ko se je predsednik uprave Iskre Dušan Šešok še v času volitev takole neuspešno pogajal z v.d. županom Milanom Miklom o morebitvi prekinitvi pogodbe, je Šešok danes presenetljivo povedal, da so že dan po volitvah, ker občina ni izpolnjevala zavez, odstopili od pogodbe. Od občine sedaj pričakujejo odškodnino. Povrniti nam morajo vložena sredstva, ki so bila doslej dana v ta projekt, to je 7 milijonov evrov. Novo izvoljeni župan Andrej Fištravec, ki bo v funkciji nastopil 8. aprila, ugotovitve protikorupcijske komisije pozdravlja. Z Iskro se še ni sestal. Če želijo kakorkoli, glede na to ugotovitve protikorupcijske komisije, kakorkoli sodelovati z mestno občino, prej se bomo morali vsesti tudi za skupno mizo. Dogovor o odškodnini Iskra pričakuje najkasneje do 18. aprila, ko poteče enomesečni odpovedni rok. Če ga ne bo, bo podjetje vložilo več kot 100 milijonov evrov visoko odškodninsko tožbo. O letalu, ki ga že nekaj dni na mariborskem letališču po nalogu Interpola varuje slovenska policija, smo že poročali. Po doslej znanih podatkih ga je v Slovenijo prepeljalo podjetje Express Airways, ki ima sedež v Luksemburgu. Lastnik letala pa naj bi bil italijanski bogataš Francesco Bellavista Caltagirone, ki mu je italijanska policija zaradi neplačevanja davkov zasegla premoženje v Italiji in tujini, med drugim tudi tega Falcona. Podjetje Express Airways v letalstvu posluje že 24 let. V glavnem se ukvarjajo s preprodajo rabljenih letal. Tudi tokrat so bili posredniki pri poslu vrednem okoli 35 milijonov evrov. We buy this aircraft, we transfer this aircraft from Dalaman, Turkey to here to show the customers. Only this. The former owner in Italian is the richest man in Italian. He has problems. Do letala ne morejo niti predstavniki Express Airwaysa, podjetja, ki je želelo ta Falcon tudi kupiti in je zanj že položilo varščino. Zdaj čakajo na ustrezno dokumentacijo ali strani policije ali sodišča. Because I have the signing papers from this aircraft at the moment in my hand, but nobody contact us. Sicer letno prodajo okoli 200 letal po vsem svetu, direktor pa priznava, da so v ozadju poslov z dražjimi letali skoraj vedno zapleti s financiranjem. By all aircraft is hypotheks, bank debts and so. V Slovenijo so prišli pred letom dni, najprej zaradi letalske šole, zdaj pa so oddali tudi ponudbo za nakup družbe Aerodrom, a jih počasi mineva potrpljenje.
but there is a lot of games. At the moment, I have no wish to make anything in this country, because you see what's happened, you know. We will bring business, we will bring working place here at Maribor, around 200 people. Jutri naj bi sicer dve turistični agenciji v sodelovanju z Adrio Airways predstavili novo povezavo z letališča Maribor v Turčijo, Grčijo in severni Ciper, kar pa je veliko premalo, da bi letališče lahko tudi preživelo. Sicer pa bo mariborsko letališče poleti spet zaživelo. Dve turistični agenciji bosta s pomočjo slovenskega prevoznika Adria Airways organizirali 11 poletov v Grčijo, Turčijo in severni Ciper. V 2 mesecih naj bi prepeljali 4000 potnikov. V agencijah veliko stavijo na turiste iz tukajšnjih okoliških regij, pa tudi Avstrije in Hrvaške. Junija bodo z mariborskega letališča spet vzletela letala. Turistični agenciji bosta s pomočjo slovenskega letalskega prevoznika organizirali čarterske polete na Zakintos in v Antalijo, drugo leto še na Ciper. Mariborsko letališče sta izbrali zaradi ugodne geografske lege, turistom pa bosta ponujali tudi brezplačno parkirišče. Predvidevamo, da bomo prepeljali v tem času nekaj manj kot 4000 potnikov. Pravzaprav leta in leta se nam dogaja odliv potnikov na graško letališče. Leteli bodo med 20. junijem in 25. avgustom. Direktor mariborskega letališča, ki je nedavno dobilo nov potniški terminal, predvidoma maja pa bo obnovljen tudi stari, je zadovoljen. Glede na naše prihodke, to pomeni nekje med 9 in 10% dviga vseh prihodkov. Za organizacijo letalskih prevozov pa se že skoraj 3 leta zanima tudi nemška družba Express Airways, ki je neuspešno kupila zaseženega Falcona. We will bring business, we will bring working place here at Maribor, around 200 people. But nobody, no government, no prime minister has interest. Se pravi, nekje v januarju smo dobili ta povpraševanja, na ta povpraševanja smo seveda oddali ponudbo, bi pa zelo težko zdaj v tem trenutku komentiral, ali bo do teh operacij prišlo ali ne bo prišlo v tem letu. Vodstvo družbe pa se že nekaj časa pogovarja tudi o uvedbi redne povezave, a je to zaradi težkega gospodarskega položaja dolgoročen projekt. Profesorji 7 mariborskih fakultet, ki so v rdečih številkah, so morali do poldneva v petek oddati podpisane izjave, da bodo izvedli vse delovne obveznosti v okviru študijskih programov na drugi bolonjski stopnji, ne glede na višino plačila, če ne bodo študijske programe teh fakultet umaknili iz predloga razpisa za vpis v naslednjem študijskem letu. Na filozofski fakulteti so se sicer na akademskem zboru večinsko odločili, da tega ne bodo storili, programe pa bodo tudi zaradi moralne obveze do študentov izvajali še naprej. Večina profesorjev mariborske filozofske fakultete je na žolčni seji akademskega zbora, na kateri je bil prisoten tudi rektor univerze, kategorično zavrnila podpis spornega dokumenta, ki ga je sprejel senat univerze. Diktira nek čuden odnos delodajalca do zaposlenega, ki spominja na zelo arhaične čase, in to, da pravzaprav ne vemo, kakšne so nadaljne konsekvence te izjave. Tukaj mi pač vidimo neko stalno zvračanje krivde na fakultete, naj si pač te one same pomagajo. Zavezali so se sicer, da bodo kljub neplačilu delovne nadobveze nadaljevali z razvojem druge stopnje bolonjskega izobraževanja. Zahtevajo pa razrešitev dekana Marka Jesenška, ki je odgovoren za težak finančni položaj fakultete. Nas lahko delodajalec izsiljuje tako ali drugače, mi znotraj tega reagiramo kot zaposlene osebe. Naša relacija do študentov je pa nekaj drugega in tam bomo tisto držo, ki se od nas pričakuje, pač ohranjali. Medtem so se na fakulteti za matematiko in naravoslovje ter pedagoški fakulteti odločili za podpis izjave. Z odgovornostjo smo pristopili k temu, da zagotovimo kontinuiteto tega študijskega procesa in da študentov ne pustimo na cedilu. Mariborski rektor je sicer na akademskem zboru filozofske fakultete slišal številne očitke, da se odgovornost za nastale zaplete prelaga na pedagoške delavce. Ali je izjava, ki so jo profesorji dobili v podpis, le moralno ali tudi pravno zavezujoča, ni pojasnil. Na vprašanje ene izmed študentk, kaj naj v nastali situaciji naredijo, pa je odgovoril. Zdaj vam vsekakor svetujem, počakajte, da boste videli, kako se bodo vaši profesorji odločili. Glede usode študijskih programov pa je Rebolj poudaril, da jih bodo razpisali pogojno, če bodo zagotovljena finančna državna sredstva ali če bodo pridobili zaveze, da so izvedljivi znotraj obstoječih proračunov fakultet.
Odlagališče odpadnih gum v Kidričevem, ki ga je dolani upravljalo podjetje Albin Promotion, je treba sanirati in zapreti. To zahteva Evropska komisija, ki utegne zadevo predati celo Evropskemu sodišču. Po 2 požarih na deponiji so lastniku podjetja Albin Obrenslo lani vzeli vsa dovoljenja za posel z odpadnimi gumami. Občina, ki je tudi lastnica zemljišča, zdaj pričakuje, da bo podjetje čim prej začelo sanacijo jame. Albin Brencelj je nad zahtevo, da mora v 2 mesecih gume odpeljati na lastne stroške, presenečen in ogorčen. Nesmiselno se mu zdi, da mu država, ki mu je zagotovila vsa dovoljenja, in občina, ta mu je dala služnostno pravico, zdaj nalagata vso breme sanacije. Po odvzetih dovoljenjih, brez krivdnega razloga, ne vidimo nobene pravne posledice, da bi to delo lahko nalagali nam. Evropsko komisijo, ki prav tako zahteva zaprtje odlagališča, pa so naši uradniki po njegovem prepričanju zavedli. Ker tekste, ki smo jih od tam dobili, od uradnikov iz Ljubljane, kažejo, da nas hočejo izključno nas narediti krive za odgovorno situacijo. Dovoljenj sploh ne omenjajo. A na občini se ne čutijo krive, kot poudarja župan, so Brenclu zemljišče dali z namenom, da ga sanira. Zdaj pa je prišlo tako daleč, da so gume že v podtalnici. Podtalnica je narasla, to smo mi tudi ves čas opozarjali, tudi po tej projektni dokumentaciji, ko je gospod Brencl imel, bi on bil moral dvigniti komplet gromoznico, da ne bi podtalnica prišla v gume. Da mora podjetje Albin Promotion odstraniti gume do 31. januarja letos, je že lani odredil okoljevarstveni inšpektor. Ker tega pač niso storili, so se zdaj začeli izvršilni postopki, so izdani pač ustrezni sklepi o dovolitvi izvršbe, vendar še naknadni rok za izvedbo aktivnosti ni potekel, ta bo potekel sredini maja. Brencel pa je jasen, deponije se ne bo dotikal, saj zanjo nima več dovoljenj. Vprašanje pa je, kdo bo nosil stroške sanacije. Ta naj bi po neuradnih podatkih stala od 5 do 10 milijonov evrov. Na okrajnem sodišču v Mariboru so na glavni obravnavi zoper vedeževalko Karin Ježovita, nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja in direktorico medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš-Furman zaslišali 3 priče. Tožilstvo trojici očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in ponarejanja listin pri sporni dodelitvi občinskega službenega stanovanja Ježoviti leta 2010. Obtoženci so očitke vnovič zavrnili in odgovornost pripisali zdaj že pokojnemu občinskemu uslužbencu. Karin Ježovita naj bi do službenega stanovanja prišla z domnevno ponarejenim priporočilom Društva invalidov Maribor. Tam so zanikali, da bi podpisali in ožigosali ta dokument. Ježovita trdi, da jo je na razpis opozoril takratni vodja kabineta občine. Mislim, da temu ni tako. Aleš Škof je bil izredno dober predsednik sveta invalidov. Preminul je in zdaj želijo na njega vrniti vso krivdo. Krivdo so nažalost prevalili na pokojno osebo. Dodaten dokaz za obtožnico so tudi danes predvajani telefonski prisluhi Kanglerju, ki jih obrambi na predobravnalnem naroku ni uspelo izločiti. Kangler odločno zanika, da bi storil očitano kaznivo dejanje, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Tožilec sam poudarja, da sem jaz 3-krat v obtožnem predlogu predlagal stanovanjskemu skladu v nadaljno obravnavo in reševanje tistih vlog, ki so pač na stanovanjski sklad prispele. Na stanovanjskem skladu verodostojnosti priporočila Ježovite po pričevanju ene od prič niso preverjali, čeprav ni imelo žiga, saj da preverjanje dokumentov ni njihova praksa. Obravnave se je udeležil tudi občan jezen na Kanglerja. Pa sem prosti šel za stanovanje za ščepko, kaj misle, da je kaj naredilo? Nič. Pa je samo hranilka pa to, vedeževalko pa je dobila. V nadaljevanju sojenja, to bo maja, bodo med drugim zaslišali še 3 priče, tudi do nedavnega vršilca dolžnosti mariborskega župana Milana Mikla. Sredi Maribora pa so končali že 7. projekt Pasovček oziroma Red je vedno pas pripet. Z njim so spodbujali pravilno uporabo otroških sedežev in varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. To je namreč po mnenju strokovnjakov eden najučinkovitejših ukrepov za izboljšanje varnosti otrok. Za malčke geslo Red je vedno pas pripet, kot kaže, res velja. Kdo se v avtu zmeraj pripne? Jaz. Sami ali vam pomaga mami? Jaz se sami. Sam se pripnem. Kdo pa te spomni, da se pripneš? Sam se spomnim.
In kdaj si se vse to naučil? Ko sem bil star 5 let. Koliko si pa zdaj? 7. Kaj pa mamica pa očka, sta se že naučila, da se je treba v avto pripeti? Ja. Res? Ja. Jo moraš kdaj spomniti? Ja. Kdo je pozabljivec? Oba. Zakaj pa je pomembno, da smo v avtu pripeti? Ker se lahko zelo poškodujemo. Eni tudi omajo od prometnih nesreč. Preventivni projekt Pasovček je obrodil sadove. Otroci se vestno pripenjajo in uporabljajo ustrezne sedeže, zato je zelo pomembno, da organizatorji akcije pripravljajo še naprej. Pri tem opažajo, da se vrtci v projekt pridno vključujejo, osnovne šole pa žal precej manj. Letos so se Pasovčku pridružile le 3 mariborske osnovne šole. Nam tudi znajo povedati, da jih zdaj že otroci opozarjajo na to, da je treba jih pravilno pripeti in da tudi ko sami sedejo v vozilo in če niso pripeti, jih otroci takoj opozorijo, da je treba se pripeti z varnostnim pasom. V Sloveniji je bilo v projekt Pasovček vključenih že skoraj 75.000 otrok in organizatorji so prepričani, da je marsikaterega izmed njih obvaroval prav pripet varnostni pas. Z opozorilom, kako pomemben je varnostni pas v avtomobilu, tudi končujemo pregled dogajanja v 13. tednu leta 2013. Hvala za pozornost in nasvidenje.